Prehajamo na 4. točko. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in šport v občini Kamnik v drugi obravnavi. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 17, predlagatelj župan, poročevalke Tina Trček, Mira Resnik in Božena Peterlin. Besedo ima Tina Trček. Hvala za besedo. V predlogu odloka za drugo obravnavo je glede na besedilo odloka za prvo obravnavo spremenjeno ime zavoda. Vključenih je tudi nekaj manjših redakcijskih popravkov. V obrazložitvi predloga sprememb pa je podana tudi finančna ocena pridružitve področja kulture k javnemu zavodu, tako kot je bilo pač to izraženo na prejšnji seji, da želite pač te podatke. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima Brane Golubović. Hvala lepa. V LDP Kamnik smo na nek način zadovoljni s tistemu, kar ponuja današnja seja, saj smo dobili odgovore na vsa vprašanja, ki smo jih na zadnji seji glede tega odloka postavili. Dejansko se bo sprejemala sistemizacija delovnih mest v zavodu. Dobili smo znotraj proračuna organigram zavoda, lahko vidimo celotne stroške znotraj proračuna, ki bodo nastali, in pa konec koncev odločamo tudi o statutu zavoda. Se pravi, vse to je povezano tudi s tem odlokom in pa pridružitvijo kulture Zavodu za turizem in šport. Na zadnji seji smo razpravljali o tem, da ta odlok, ki ga imamo danes v drugem branju pred sabo, ni samo Dom kulture Kamnik, ampak je celotno področje kulture. Zato nas veseli, da je pripravljalec tega odloka, ne sicer neposredno v odloku, niti ni v obrazložitvi tega navedeno, upošteval tudi druge dve stvari, ki smo jih predlagali in jih bomo obravnavali pri zadnji točki, načrt dela občinskega sveta v letu 2017. To je strategija na področju razvoja kulture v občini Kamnik, je predvidena v letu 2017, in pa se pravi nadgradnja pravilnika o podeljevanju sredstev kulturnim organizacijam, sicer je združena z Mladino. Tle imamo neke pripombe, ampak to bo pri zadnji točki. Ampak pomembno je, da nadgrajujemo se pravi pravilnik o dodeljevanju sredstev in pa da se pripravlja strategija. Strategija je na nek način vedno osnova nekega področja in na podlagi strategije se potem tudi ustvari neka stabilnost tega področja tudi preko proračunov. Vseeno smo pa še vedno mnenja, sicer se ne dotika neposredno samega odloka, da občina Kamnik potrebuje Zvezo kulturnih organizacij. Potrebuje zato, da bo imela na drugi strani, se pravi občina, v tem primeru zavod, zelo močnega sogovornika, ne razpršene organizacije, ki vsaka zase terja nekaj. To se je dobro izkazalo pri športu kot športna zveza in pa pri mladih, ki imajo mladinski svet občine Kamnik. Glede Doma kulture in prenosa Doma kulture na zavod bo pa pokazal čas, ali je bila to pravilna odločitev ali ne. Osebno menim, da je največje tveganje za delovanje Doma kulture, se pravi to, da je sedaj vodila Dom kulture Kamnik ekipa, ki je bila izredno fleksibilna. Dom kulture Kamnik je odprt tudi ob 9, 10 zvečer. Noter se na nek način cel dan dogajajo stvari. Vemo pa, da se znotraj javnega zavoda oziroma nekih, če to upravlja neka javna služba, kar velike omejitve, koliko lahko kdo
dela. Se pravi, in ta fleksibilnost, se pravi, tega delovnega časa je največje tveganje. Tle ne gre samo za en mesec, ko ekipa zavoda gara non-stop v mesecu decembru, za kar ji grejo pohvale, ampak gre za na nek način za 365 dni. Tako da v bistvu ta odlok ni neka enostavna stvar, ki jo bomo danes oddelali in dali na stran, ampak čaka direktorico zavoda in njeno ekipo veliko dela in pa predvsem pričakovanja, glede na to, da kultura v zadnjih letih ni imela tistega mesta, ki bi ji ga morali dati v našem mestu, bodo velika. Zato nas veseli tudi to, da se je v proračunu kulturi namenilo sredstva, več sredstev kot v preteklih letih, ampak o tem pa že pri naslednji točki. Vsekakor bomo v svetniški skupini podprli ta odlok v prepričanju, da bo to koristilo kulturi in da bo kultura stopila na višjo raven, tudi v povezovanju z vsemi deležniki na področju kulture. Hvala. Hvala, svetnice, svetniki. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in šport v občini Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 25 svetnikov, proti nihče, za 25, torej ta sklep sprejet in točka zaključena.